Kaj pa, če naslednja velika kriza v Evropi ne bo izbruhnila s streli, ampak z betonskimi ovirami, ki se postopoma pojavljajo na mejah? Na vzhodnem robu NATO so 3 države, ki se pripravljajo na grožnjo, ki se še ni zgodila, a nočejo biti presenečene, ko pride. Medtem ko se napetosti med Rusijo in Zahodom nadaljujejo, Estonija, Latvija in Litva gradijo obsežno obrambno linijo, zasnovano za upočasnitev, oviranje in preprečevanje morebitnega napada. A še večje vprašanje je, česa se pravzaprav bojijo? Preden začnemo, prosim všečkajte in se naročite na ta video, to nam kot ustvarjalcem vsebin veliko pomeni. Hvala in zdaj začnimo. Na severovzhodnem delu Evrope je zaenkrat mirno, vendar se 3 države še naprej pripravljajo. Majhne države članice NATO, Estonija, Latvija in Litva. Medtem ko se vojna v Ukrajini nadaljuje in napetosti med Rusijo in Zahodom ostajajo visoke, te države spreminjajo svoje meje, da bi postale del širšega obrambnega sistema. Po besedah uradnikov baltskih držav je cilj preprost: zagotoviti, da noben potencialni napadalec ne bo zlahka vstopil in pridobiti dovolj časa, da lahko njihovi zavezniki v NATO odreagirajo. Eden najbolj vidnih simbolov teh priprav so tako imenovani zmajevi zobje, betonske ovire v obliki piramide, zasnovane za upočasnitev ali preprečevanje premikanja oklepnih vozil in tankov. Čeprav se ta vrsta obrambe v vojaški zgodovini uporablja že dolgo časa, je ponovno postala pomembna, potem ko je Evropa videla, kako se težka oklepna vozila uporabljajo v sodobni vojni. V Latviji se je začela gradnja delov novega projekta utrdbe na meji, potem ko so 3 baltske države leta 2024 dosegle dogovor. Nekatera območja, kjer bodo postavljene obrambne strukture, je država prevzela za nacionalno varnost. Lastnikom zemljišč pa so po besedah vladnih uradnikov zagotovili odškodnino. Vendar ne ukrepa samo Latvija. V Litvi so prav tako postavili protitankovske ovire na nekaterih delih svoje meje blizu Kaliningrada, ruske eksklave, ki se nahaja med Litvo in Poljsko. Po navedbah uradnikov litovske vojske je to del širšega inženirskega načrta, katerega cilj je združiti različne vrste obrambe v enoten sistem. Medtem v Estoniji se nadaljuje gradnja ovir, protitankovskih jarkov in druge infrastrukture na vzhodnem delu države. Cilj ni le preprečiti morebiten vstop vojaških vozil, temveč tudi okrepiti nadzor nad glavnimi mejni prehodi. Vendar je pomembno razumeti, da ta strategija ni osnovana zgolj na betonskih ovirah. Tako imenovana baltska obrambna linija je širši koncept obrambe. Po poročilih in uradnih izjavah, po mnenju obrambnih načrtovalcev, ovire ni nujno, da popolnoma ustavijo napad. Bolj pomembno je upočasniti napredovanje sovražnika. V sodobni vojni je vsaka ura pomembna. Če se napadalne sile premikajo počasneje, je več časa za organiziranje obrambe, izvajanje izvidništva in zaprositev za podporo zaveznikov. To je razlog, zakaj analitiki pogosto omenjajo koncept odvračanja. Odvračanje ne pomeni nujno, da bo zagotovo prišlo do vojne. Pravzaprav je cilj ravno nasproten. Sporočilo je, da naj bodo stroški in tveganja kakršnega koli agresivnega koraka tako visoki, da ga nihče ne bi niti poskušal narediti. Obstaja še en razlog, zakaj baltske države to vprašanje jemljejo zelo resno. Estonija, Latvija in Litva so med najmanjšimi članicami NATO po številu prebivalcev in ozemlju. Zaradi tega je njihova varnost v veliki meri odvisna od kolektivne obrambe zavezništva. Če je ena ogrožena, naj bi po teoriji NATO ostali člani pomagali. Toda, da bi bil ta sistem učinkovit, mora obramba države, ki je prva prizadeta, najprej zdržati. Tu pride v ospredje pomen novih utrdb. Skupaj z gradnjo teh obrambnih struktur NATO krepi tudi svojo prisotnost v regiji. Rotacija se nadaljuje. Nameščanje vojakov iz različnih držav članic, hkrati pa se izboljšuje tudi sposobnost zavezništva za hitro pošiljanje dodatnih sil, kadar je to potrebno. V preteklih letih so se povečali tudi vojaški izdatki baltskih držav. Več sredstev je bilo namenjenih za zračno obrambo, nadzorne sisteme, zbiranje obveščevalnih podatkov in modernizacijo njihovih oboroženih sil. Nove obrambe baltskih držav niso namenjene le fizičnemu zaustavljanju sovražnika. Sem spada tudi uporaba talnih senzorjev, nadzornih sistemov, opazovalnih stolpov in izvidniških dronov, ki vojaškim poveljniškim centrom zagotavljajo informacije v realnem času.
Na sodobnem bojišču ima država, ki prva zazna premike sovražnika, pogosto veliko prednost. To je razlog, zakaj baltske obrambne linije ne smemo gledati kot na preprosto serijo betonskih ovir. To je integrirano obrambno omrežje, ki združuje inženiring, obveščevalne podatke in hiter vojaški odziv. In jasno je, da to ni začasen projekt. NATO že dolgo proučuje ranljivosti baltske regije. Estonija, Latvija in Litva imajo omejeno strateško globino v primerjavi z večjimi evropskimi državami. Preprosto povedano, malo je prostora za umik v primeru obsežne krize. Zaradi tega je njihova obrambna strategija osredotočena na odvračanje, upočasnjevanje in hitro usklajevanje z zavezniki. Obstaja še en pomemben razlog, zakaj so protitankovske ovire, kot so zmajevi zobje, ponovno postale priljubljene. Dolga leta so nekateri analitiki verjeli, da je ta vrsta obrambe zastarela zaradi razvoja natančnih izstrelkov, dronov in sodobne zračne moči. Vendar je vojna v Ukrajini pokazala, da so tanki, oklepna vozila in veliki mehanizirani napadi še vedno pomemben del kopenskih operacij. Ko so betonske ovire, protitankovske ovire, jarki, minska polja in precizno orožje združeni, je za katerokoli napadalno silo veliko težje hitro prebiti obrambo. Vendar za NATO same ovire niso dovolj. Konec maja 2026 je Reuters sporočal, da bo zavezništvo dodalo še eno poveljniško strukturo na ravni korpusa za obrambo Estonije in Latvije. Po skupnih izjavah Nemčije in Nizozemske bo prvi nemško-nizozemski korpus s sedežem v Münstru imel večjo vlogo pri usklajevanju sil NATO v regiji. Cilj je okrepiti sposobnost zavezništva za hitro napotitev in organizacijo enot v primeru izrednih razmer. Po besedah uradnika, s katerim je govoril Reuters, je cilj zagotoviti tako imenovano maso in hitrost na vzhodnem delu NATO. Pomembno je razumeti, da poveljstvo korpusa ni preprosto dodatni vojak. Njegova prava vrednost je v sposobnosti načrtovanja, koordinacije in vodenja velikih vojaških formacij iz različnih držav članic NATO. V času krize ni dovolj, da je veliko vojakov. Pomembno je tudi, da jih je mogoče hitro premakniti in poslati na pravo mesto ob pravem času. To je razlog, zakaj mnogi obrambni analitiki vidijo ta novi korak kot del širše spremembe v evropski obrambi po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022. Medtem ko se pripravljenost NATO krepi, se stopnjuje tudi izmenjava obtožb med Rusijo in baltskimi državami. Maja 2026 so nekateri ruski uradniki izdali izjave, da naj bi Ukrajina uporabljala ozemlje Latvije kot del operacij z droni proti Rusiji. Latvija je to odločno zanikala in obtožbe označila za neutemeljene. Na Združenih narodih so tudi predstavniki Latvije povedali, da so te obtožbe zgolj dezinformacije. Na tej točki je pomembno ločiti retoriko od dejanskih dogodkov. Z obeh strani prihajajo številne ostre izjave. Vendar je še pomembneje opazovati konkretne korake, ki se izvajajo na terenu. In to, kar je zdaj vidno v baltski regiji, je jasno. Več utrdb, več nadzornih sistemov, več vojaških vaj. Tesnejše usklajevanje znotraj NATO, to ne pomeni, da se vojna bliža. Vendar to kaže, kako zelo se je varnostna krajina Evrope spremenila v zadnjih nekaj letih. V Latviji so ti incidenti z droni postali velika politična tema. Po zaporednih vdorih dronov in incidentu, ki je maja prizadel skladišče nafte, je bila premierka Evica Celina prisiljena odstopiti. Obrambni minister Andres Pru pa je že prej zapustil položaje. Vprašanje je postalo simbol širše razprave o pripravljenosti države na nove vrste groženj. Ob tem je Litva doživela tudi eno največjih varnostnih opozoril v svoji zgodovini, odkar se je pridružila NATO. Maja 2026 so oblasti izdale izredno opozorilo, potem ko je dron vstopil v zračni prostor države. Po poročilih so nekatere visoke uradnike začasno evakuirali na varnejšo lokacijo, medtem ko so prebivalcem Vilne svetovali, naj poiščejo zavetje kot previdnostni ukrep. Za mnoge prebivalce baltske regije so ti incidenti opomnik, kako blizu je vpliv vojne v Ukrajini njihovim lastnim mejam. Vendar pa je še en dogodek, o katerem varnostni analitiki še bolj razpravljajo.
Maja 2026 je Vladimir Putin podpisal zakon, ki daje ruskemu predsedniku pooblastilo za uporabo oboroženih sil za zaščito ruskih državljanov, ki se v tujini soočajo s pravnimi postopki ali pregonom. Po uradnem besedilu zakona je odločitev o uporabi vojaške sile v rokah predsednika Rusije. Pomembno je poudariti, da različne strani različno razlagajo ta zakon. Po mnenju Moskve je namen tega zakona zaščititi ruske državljane pred tistim, kar smatrajo za neupravičeno preganjanje v drugih državah. Vendar pa nekateri analitiki in uradniki iz vzhodne Evrope opozarjajo, da to vzbuja zaskrbljenost, saj bi lahko služilo kot pravna podlaga za bolj agresivno delovanje zunaj Rusije. To je tudi razlog, zakaj se še posebej stopnjuje zaskrbljenost v državah z večjim številom prebivalcev, ki govorijo rusko, vključno z Estonijo in Latvijo. Kljub vsem obrambnim ukrepom, ki jih vzpostavljajo v baltski regiji, obstaja eno vprašanje, ki še naprej vznemirja evropske stratege. Ali so ti ukrepi dovolj, če bi se napetosti med NATO in Rusijo še povečale? V začetku leta 2026 so nekateri obrambni analitiki in think tanki objavili različne študije o možnih izidih krize v baltski regiji. Sem spadajo simulacije in scenariji vojnih iger, ki poskušajo oceniti, kako hitro bi se lahko razvilo obsežno soočenje. Vendar je pomembno poudariti, da takšne študije niso napoved prihodnosti. To so zgolj analize, ki temeljijo na določenih predpostavkah in hipotetičnih situacijah. Na meji se ne dodajajo le konkretne ovire. Prav tako se povečuje število vojaških vaj, širi se izmenjava obveščevalnih podatkov, pospešujejo se načrti za razporejanje in sodelovanje med državami članicami je tesnejše kot kadarkoli po hladni vojni. Po mnenju NATO je najučinkovitejši način za preprečitev vojne zagotoviti, da nihče ne bo mislil, da jo je mogoče zlahka dobiti. To je tudi razlog, zakaj se prisotnost zavezništva v vzhodnji Evropi še naprej krepi. Od večnacionalnih bojnih skupin do novih poveljniških struktur je jasno, da NATO poskuša pokazati sposobnost hitrega odziva v primeru izrednih razmer. Medtem pa je za Rusijo velik del njenih vojaških virov še vedno osredotočen na vojno, ki poteka v Ukrajini. Več kot 4 leta po začetku popolne invazije leta 2022 vojna še vedno vpliva na gospodarstvo, delovno silo in strateško načrtovanje Moskve. Toda nizka verjetnost ne pomeni, da je nemogoče. In na področju nacionalne varnosti se vlade ne pripravljajo na najboljši možni scenarij. Pripravljajo se na najslabši možni scenarij.